Petkova. Centrifuga. Rudarski revirji Velenja in z njimi celotna država so zadnje dni oviti v žalost. V ponedeljek zvečer je prišlo do hude nesreče v premogovniški jami Preloge, v katero je vdrlo okoli 700 kubičnih metrov mulja in blata. Pogrešali so 3 rudarje, enega so kmalu našli mrtvega. Čeprav je še tlelo upanje, so čez 2 dneva našli še trupli obeh pogrešanih. Generalni direktor velenjskih rudnikov Marko Mavec. Danes je za nas prav posebej žalosten dan. Nekaj po 8 uri smo našli drugega ponesrečenca. Žal ni preživel nesreče in pred pol ure so me obvestili, da smo našli tudi tretjega, ki prav tako ni preživel nesreče. Drugega ponesrečenca smo že transportirali iz jame, tretjega pa še nismo uspeli niti odkopati do konca. Tako da, čim bo tudi ta odkopan, ga bomo prinesli iz jame in potem seveda tudi predali naprej v nadaljnjo oskrbo. Odkrivati svoje kamarate, kot sem že rekel včeraj, svoje brate, je izredno težko in psihološko izredno zahtevno. Vsi nam pravijo, da težko doživljajo te travme in to so trenutki, ki jih bodo doživljali, mislim, da vse svoje življenje. Kljub napredku tehnologije naravne sile včasih obvladajo človeška prizadevanja. Zaradi težkih pogojev dela je med rudarji posebno tovarištvo, kot je poudaril njihov kolega Jakov Dominkovič v oddaji ob 8. Storili so vse, da bi rešili nesrečne tovariše in prijatelje. Vsak bi rad zvedel, kaj je z njegovim najdražjim, in tudi zaradi nas kot cel kolektiv, tudi vsa okolica pričakuje, da pridemo do njih, da jih, če kaj druga ne, vsaj dostojno pokopljemo in zaključimo to tragično zgodbo. Prav v dneh, ko smo solidarni s svojci in prijatelji tragično preminulih rudarjev, je dan prišla spet ena od tistih zoprnih čudnih zgodb, ki se v Sloveniji žal dogajajo prepogosto. Ministrstvo za gospodarstvo je odredilo revizijo razpisa za gospodarsko prestrukturiranje zasavske in savinjsko-šaleške premogovne regije. Javna agencija Spirit Slovenija, njen direktor je medtem odstopil, je namreč dodelila menda 20 milijonov 2 podjetjema enega lastnika z zgolj 5 zaposlenimi. Sliši se zelo sumljivo, vložene so bile že kazenske ovadbe. Na hrbtih rudarjev in njihovih družin, rudnike naj bi zaprli do leta 2033, naj bi se torej dogajale razne kraje. To je treba zatreti v kali. Vsaj v Gazi od nedelje drži premirje, izpustili so nekaj talk, Izrael pa nekaj zapornic, na izmučeno območje prihaja pomoč. Zelo smo srečni, jokala sem, ko sem slišala novico o premirju. Upamo, da bodo dosegli dogovor, da bi se lahko varno vrnili v naše domove. Molimo, da bi se to premirje obdržalo, je povedala prebivalka Gaze Marjam Habub, ki je pred napadi pobegnila iz svojega doma. Tudi na drugi strani, v Izraelu, je čutiti olajšanje. Sestrična talca Agama Bergerja, Ashley Voxman Bakshi, je vesela, da so se prve izpuščene talke vrnile, toda vsak se mora vrniti domov, kar mi veliko pomeni. O tem sem premišljala tudi prejšnjo noč, ko sem bila tukaj na demonstracijah. Ni pomembno, ali se bo Agam vrnil čez teden, 2, 3. Ne bomo odnehali, dokler se ne bodo vsi vrnili, ali pa da jih bomo lahko pokopali. Vsi se morajo vrniti. Seveda ne smemo podcenjevati diplomatskih naporov Egipta, Katarja in ameriškega predsednika Bidena, toda številni menijo, da je zadnji pritisk na izraelskega premierja Netanjahuja, da preneha z napadi, izvedel Donald Trump.
Kakorkoli že, verjetno s kako grožnjo, da bi denimo ustavil vojaško pomoč. Ne vemo. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States. and will, Tako je to v the best of my ponedeljek ability, prisegal 45. in hkrati zdaj 47. predsednik Združenih držav Amerike Donald John Trump, da se bo z božjo pomočjo držal ustave in zakonov. God. So help me God. Congratulations, Mr. President. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. Prav zdaj se je začela zlata doba Amerike. Od današnjega dne bo naša država cvetela in jo bodo spet spoštovali povsod po svetu. Vse države nam bodo zavidale. Ne bomo dovolili, da nas bodo izkoriščali. Vsak dan Trumpove administracije bom preprosto dal Ameriko na prvo mesto. Trump je v svojem dolgem govoru omenil tudi več, morda celo šokantnih zadev. Tako je podpisal ukaz o izrednih razmerah na južni meji z Mehiko, napovedal izgon ilegalnih migrantov, pa da bo v narekovajih zavzel panamski prekop. Grenlandije tokrat sicer ni omenil. Det er med blandede følelser. Flere ting. Den ene af dem er hans utilregnelighed. To spremljam z mešanimi občutki zaradi več stvari. Ena je njegova nepredvidljivost, kako se sporazumeva, in seveda okolje. Okoljski sporazumi ga ne zanimajo, prav tako ne okoljske nesreče. Meni, da je vse skupaj naravno. Zato nas tu na Grenlandiji skrbi, ker vidimo, kako se tali led. To je zelo velik problem, je povedal prebivalec mesteca Nuuk Jan Erik Pedersen. S Trumpom bo verjetno naporno, tudi v odnosih z zavezniki. Francoski predsednik Emmanuel Macron se sprašuje, kaj bi bilo, če bi Trump umaknil ameriške vojaške ladje Sredozemlja in vojaška letala iz Evrope. Kaj bo, če odtegne pomoč Ukrajini? Trump je že začel pritiskati na Rusijo in Ukrajino, da se dogovorita za mir. L'enjeu aujourd'hui est de donner les moyens à l'Ukraine de durer et d'entrer dans toute future négociation en position. Zdaj moramo zagotoviti Ukrajini sredstva, da zdrži in v morebitna pogajanja v prihodnosti stopi z pozicije moči. V prihodnosti, ko bo sovražnosti konec, moramo dati Ukrajini zagotovila, da se vojna ne bo nadaljevala na njenem ozemlju, kar je pomembno tudi za našo varnost. Pri tem mora Evropa igrati svojo polno vlogo, kot to naše armade že počno na vzhodnem krilu v zvezi NATO. Predsednik Trump namreč zameri evropskim zaveznicam, da dajo premalo sredstev za obrambo. Ameriški voditelj seveda ni običajni politik, deluje z neke vrste poslovno-trgovsko logiko. Če ima Evropska unija pa Kitajska in še kdo zunanje trgovinski presežek z Združenimi državami Amerike, ga bo Trump poskušal izničiti s carinami ali z obljubami nasprotne strani, da bo kupovala več ameriških izdelkov. To je po svoje razumljivo. Vsekakor pa bodo odnosi z Združenimi državami Amerike pod Trumpovim predsedovanjem zelo burni. Oddajo sva pripravila tonski mojster Gašper Loborec in Tomaž Grden.